Dobrodošli v novem videu. Danes smo dobili Jobs report, 3 ure nazaj, tako da se opravičujem danes za malo bolj pozen video, ampak v bistvu ga danes nisem mogel prej narediti. Se pravi, Jobs report, prvi izmed zdaj teh treh pomembnih reportov, ki jih dobimo pred Federal Reserve meetingom, naslednji teden dobimo še CPI pa PPI. In moram reči, da je bil ta Jobs report dosti tak spraven report, dosti confusing report. Zdaj v bistvu temu rečemo Jobs report, ampak v bistvu so trije reporti. Se pravi, prvi report je non-farm payrolls, drugi report unemployment rate, tretji report average hourly earnings. No in zakaj rečem, da je confusing? Recimo po eni strani smo dobili spet hot non-farm payrolls, se pravi več kot expected, prišli so na 311,000 proti 225 expected, kar v bistvu ni dobro, ne? Zato ker pač ta report je v bistvu koliko služb se je dodal v ekonomiji, se pravi ta report je za februarja. In zakaj to ni dobro? V bistvu še vedno kaže, da je labor market full strong, kar je slabo za inflacijo, ne? Več kaj služb, več morajo delodajalci tekmovati za plačami, večji je potencial za wage price spiral in večja je pol potencialna inflacija. No, po drugi strani smo pa dobili unemployment rate 3,6% proti 3,4 expected, 3,4 je bilo tudi nazadnje in v bistvu tukaj končno vidimo v bistvu, da se majčkeno začel ohlajati jobs market. No, dobili smo pa tudi dobre novice, kar se tiče average hourly earningsov. Povečali so se year over year za 4,6%, expectation je bil 4,8% in pa month over month 0,2%, expectation je bil 0,3%. Ta podatek se mi je zdel še najbolj pomemben, zato ker v bistvu nas malo miri pred tem strahom za wage price spiral, se pravi, plače so se povečale manj kot inflacija, se pravi, če bi se povečale več kot inflacija, to pa ustvari wage price spiral, kar pripelje tudi do več inflacije, zato ker ima folk več casha in pol v bistvu to tudi posledično prinese tudi večje plače, se pravi nek začaran krog, kako se reče. V bistvu tudi market nekako ni vedel, kaj ne naredi s temi podatki, izgleda so se tudi marketu vzeli dosti confusing. Pri market je bil recimo S&P gor za 1%, medtem ko je pol v bistvu šel setem do 1% down, zdaj je približno flat. Smo pa videli dosti velike drope v treasuryjih, 10-year bond yieldsi so dropali za 0,2%, kar je v bistvu full velik, na okoli 3,7%, medtem ko 2-year bondsi so pa dropali skoraj za 0,3%, zdaj stojijo na okoli 4,6%, se pravi ta spread, se pravi koliko je inverted, koliko sta inverted 2-year pa 10-year bond, je še vedno skoraj 1%, ne. In to je v bistvu vedno po drugi svetovni vojni je bil to najboljši pokazatelj, da prihaja recesija. Sprav, kaj smo zvedeli v bistvu, job creation je bil še vedno full bolj strong kakor expected, kljub temu, da v bistvu se Federal Reserve zdaj že en let v bistvu trudi, da bi upočasnili economy in s tem pač spustili inflacijo, ne. Čeprav so bili te non-farm payrolli manj kakor januarja je bilo 517, sicer je bilo revised zdaj na 504,000, ampak to je še vedno bilo ogromen, je bil v bistvu ta januar pač čisto nek tak outlier, noben ni pričakoval toliko, tudi Jay pa je rekel, da je januar v bistvu bil toliko hot samo zaradi teh seasonal adjustmentsov, ne. Se pravi, ja, dobili smo tudi revision za januar, kakor sem rekel, iz 517,000 na 504, kar ni spet full veliko, v bistvu ni skoraj nič, ampak je vsaj revision nadol, ni nagor. Dobili smo pa tudi revision za December report, je bil revise za okoli 20,000 jobsov. Kakor sem rekel, unemployment rate se je zvišal na okoli 3,6%, kar so dobre novice, da se je začel malo ohlajati labor market. Zdaj
če še enkrat rečem, jaz kle nočem, da več folka izgubi službo, ampak tukaj govorim samo iz vidika inflacije. Imamo pa tukaj v bistvu še dolgo pot. Jay Powell je zdaj, ki je govoril pred kongresom, v bistvu namignil, da če bomo hoteli 2% na inflacijo, bo rabil unemployment probably na več kot 5%, mogoče celo tam do 7%, ampak to v bistvu pride pol čez čas, a ne, to se ne zgodi v bistvu takoj, lahko traja več let. Labor force participation se je zvišal že tretjič zapored na 62,5%, to je tudi najvišji rate, kar smo ga videli od marca 2020. No, a kar se pa tiče dobrih novic, se pravi average hourly ratings na 4,6%, year over year 0,2% month over month, kar, kot sem rekel, malo v bistvu nič to tezo. Za wage price spiral v bistvu tudi videli smo, da je dolar bil down okoli 1%, ne, kar se pač zgodi zato, ker verjetno folk zdaj pričakuje manjšo inflacijo. V bistvu ena zanimivost, samo 2 od 61 ekonomistov, ki coverajo ta jobs report, so prediktali 0,2 month over month. Se pravi, v bistvu tukaj vidimo, koliko je v bistvu težko delati kakršnekoli predictione v tem marketu, ko smo zdaj, tako da v bistvu prosim, ne probavati playati nekih teh reportov, ki najverjetneje, če te ekonomisti ne morejo zadeti, tudi vi ne boste. Ne? Če si pogledamo malo po tehle sektorjih, največji gain v jobsih je bil v leisure and hospitality sektorju. To je bilo dosti za pričakovati, v bistvu, ker je employment v tem sektorju je pod trendom že v bistvu od leta 2020. V bistvu v tem sektorju je trenutno 400,000 manj služb, kolikor jih je bilo recimo pred covidom, se pravi vidimo, koliko je v bistvu premalo zaposlenosti, ampak tudi nasplošno v bistvu ta sektor bi mogel pač v bistvu growati čez leta, ne? In v bistvu, če bi pa gledali trend, ki bi načeloma mogla biti zaposlitev v tem sektorju, smo pa že tam v bistvu 900,000 jobsov pod trendom. No, videli smo pa drop v information related jobs, prav bili so down 25,000, to je recimo tech sektor, veliko slišimo zadnje čase o teh tech layoffsih, v kakšnih Facebookih, Amazon, Microsoft, so vsi delali layoffse, ful še veliko, ampak se zdaj ne spomnim jih iz glave. Ampak v bistvu vidimo, koliko je v bistvu to malo jobsov v primerjavi z recimo leisure and hospitality, ki so dodali v februarju 105,000 služb, medtem ko information related jobs so bili down sam 25,000. No, tudi warehousing jobs so bili down 22,000. Tukaj vidimo v bistvu ta switch, da v bistvu vse več žensk je zaposlenih, če si pogledamo malo ta trend, recimo pri warehousingu je skoraj 70% zaposlenih moških, v bistvu več kot 70%, medtem ko pri leisure and hospitality je pa več kot 60% zaposlenih žensk. Tukaj vidimo v bistvu malo ta trend, da pač ženske spet iščejo službe, veliko žensk je v bistvu, ki so bili lockdowni, karantene, je pač pustili svojo službo, da so bile lahko doma z otroki, no zdaj v bistvu spet vidimo, da gre več žensk v job market. Kar se tiče zdaj tega jobs reporta, kaj to pomeni za naprej, Jay Powell nam je ta teden večkrat rekel, da pač je v bistvu glavni razlog, da bojo rejsi verjetno ostali višji in mislim, da bojo višji in tudi ostali višji za dalj časa. Extremely tight labor market, kakor on prav. No, in da se pač še niso odločili zdaj za naslednjo zvišanje obrestnih mer. Federal Reserve meeting je 22. marca, čez dober teden. In da bojo v bistvu ful gledali te reporte, poudarjajo ta jobs report in JOLTS report, ki smo ga dobili včeraj. Tako da jaz ne vem, koliko mu bo všeč ta report, ker smo v bistvu dodali več jobsov, ampak po eni strani so bili pa average hourly earnings manjši, kakor expected. Če si pogledamo tale CME FedWatch tool, se je probability za 0,5% zvišanja obrestnih mer na naslednjem meetingu
močno zmanjšal danes, prišel je na 42,5% možnosti za 0,5, medtem ko recimo samo včeraj je bila ta cifra na okoli 70%, to so v bistvu ful hitro se premikajo te cifre, recimo prejšnji teden je bila ta cifra na 25%. Jaz v bistvu še vedno mislim, da bomo dobili 0,25 na naslednjem meetingu, že zaradi sam tega credibilityja, da ga Fed ne izgubi. Drugače pa ja, bi rekel, da je bil overall, I guess, successful ta job report, no, sploh zaradi teh hourly earningsov, pač stvari se mogoče malo umirjajo, čeprav smo dodali več jobsov, kakor je bilo expected. Kakor sem rekel, Fed probably navšel zdaj 0,5 na naslednjem meetingu. V bistvu tudi zaradi tega, ne vem, če spremljate, ampak kaj se zdaj dogaja pri bankah. Silicon Valley Bank bo probably šel bankrupt. Bom najverjetneje tudi ta vikend naredil video na to temo. Ampak ja, v bistvu glavna stvar, ki jo zdaj rabimo gledati, je naslednji teden CPI pa PPI report. Če pride ta hod, pol je čisto možno, da gremo 0,5, ampak če pa pridemo nekako inline z expectationsi, pa v bistvu manj, kakor se pravi za januar, smo po moje dobri, no. Tako da, to je bilo to za ta video. Ja, upam, da vam je bil všeč. Hvala za ogled, pa se ga v naslednjem videu.